Kranj je bil nekako, se rekel, jugoslovanski Manchester. Kranj je bil znan prej kot trgovsko mesto. So bile to velike tovarne. Kapital je zahteval svoj dobiček in svoj denar. Ljudje pa naj trpijo in delajo. Kranj je mesto, ki ga potrebno ohraniti. Kranj, mesto v Sloveniji, ki je le 29 km oddaljeno od glavnega mesta Ljubljane. Mesto ima okoli 50 tisoč prebivalcev in večina delovnega prebivalstva se vsak dan odpravi na delo v Ljubljano ali pa v kak drug okoliški kraj. No, Kranj je resnično zelo zanimivo mesto iz geološkega, geografskega in energetskega vidika. Zato se je tam zgodaj začela razvijati industrija, zlasti gumarska, usnjarska in tekstilna. Danes imali nekaj Kranjčanov to srečo, da imajo svoje delovno mesto v neposredni bližini svojega prebivališča. Vendar pa ni bilo vedno tako. Še ne tako dolgo nazaj je bil Kranj gospodarsko središče gorenjske regije. Na sredini 20. stoletja je bil Kranj že dokaj razpoznaven po svoji tekstilni, gumarski in pa usnjarski industriji. Kranj je v 20. stoletju doživel pravi gospodarski razcvet, o čemer pa danes ne moremo več govoriti. Kot posledica nekonkurenčnosti na mednarodnih trgih pa je velika večina nekoč uspešnih kranjskih podjetij propadla. Za razvoj industrije v Kranju je bila ključnega pomena železnica, ki so jo v Kranj pripeljali leta 1870. Železnica je bila del tedanjega razvoja in je seveda predstavljala veliko pridobitev za prebivalstvo, za gibanje prebivalstva. Pred prihodom železnice je bil Kranj trgovsko in obrtno mesto. Vloga železnice ni bila omejena le na premagovanje krajevnih in časovnih razdalj med ljudmi, ampak je močno zaznamovala razvoj gospodarstva na Gorenjskem. Ja, železnica je imela zelo velik vpliv, ker prej so vse te stvari prevažali s kočijam pa s konjskim vpregam, ker se je pa začel železnica, pa vlak, je bilo pa to velika povezava, vse je bilo pa v Brekah. Prvo večje podjetje, ki se je pojavilo v Kranju, je bil Majdičev mlin. Majdičev mlin je začel delovati leta 1870, leta 1929 pa so na njegovem mestu zgradili hidroelektrarno, ki obratuje še danes. To je bilo veliko podjetje, družine Majdič, ki pa je razumljivo, da se je z razvojem družbe in industrializacijo Kranja spremenil in prešel pravzaprav svojo prvotni namen mlinarstva, spremenil v proizvodnjo električne energije. Leta 1880 je v Kranju in v bližnjih naseljih živelo okoli 13 tisoč prebivalcev. Ta številka pa je z gospodarskim razvojem in s pojavom industrije hitro narasla. V Kranju se je večja industrializacija pričela šele v 20. letih 20. stoletja v obdobju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1921 so se zbrali člani kranjskega občinskega odbora. Ker so se zavedali, da nimajo dovolj kapitala za zagon industrije, so se odločili, da bodo povabili nemški, češki in poljski kapital. Verjetno je prav Franjo Sirc ime, ki je najbolj povezano z industrializacijo v Kranju. Med drugim je bil eden najzaslužnejših pogajalcev za prihod tujega kapitala. On je bil sin eden od Sirčevih, ki so imeli v Kranju tovarno, pa v Grosupljem tovarno. Franjo Sirc se je rodil leta 1891. Leta 1907 pa je v Pragi zaključil Češko-slovansko trgovsko akademijo, kjer se je tudi naučil češčine, kar mu je kasneje pomagalo pri sklepanju poslovnih stikov na Češko-slovaškem. To so bili tovarnari, so bili bogati, so bili pravzaprav veliko napravili tudi za kraj. Prišli so v konflikt z spremembo oblasti in političnega sistema. Sirc je leta 1923 igral ključno vlogo pri ustanovitvi prve večje tovarne v Kranju, Jugočeške,
ki je bila ustanovljena s pomočjo češkega kapitala. Po vzoru Jugočeške je v Kranju nastalo mnogo drugih tekstilnih tovarn. Vendar se Kranj ni razvijal le na tekstilnem področju. Na področju gomarstva je delovala tovarna gumijastih izdelkov Vulkan. No, kakšne stroje? V glavnem pri gumi so važni dvovaljčniki, mešanje, ne, gume. Torej, stroj z dvem valjem, eden se nekoliko hitreje vrti, da premeša gumo, no in tam so potem dodajali dodatke različne, razen saj in cinkovega oksida, tudi vulkanizacijska sredstva, da so potem s pomočjo toplote se je spremenila struktura gume. S prihodom nemškega kapitala je tovarna prešla v roke Nemcev. Ta ista tovarna danes deluje pod imenom Sava ter je ena redkih še danes delujočih tovarn iz časa industrializacije v Kranju v 20. stoletju. Priljubljene so bile modne trgovske hiše, na primer Adamičeva, Savnikova in Berjakova. V mestu in bližnji okolici so pričeli graditi prenočišča in hotele. Najbolj znana sta bila hotela Jelen in Union. Delovne sile je v Kranj v tistem času, ki je bil razvoj industrije velik, vedno primanjkovalo. V glavnem so jo pa pridobivali z Bosne, nekaj iz Srbije, ampak največ z Bosne, pa tudi z takih manjših podeželskih krajev. Na delo so prihajali peš, premožnejši pa s kolesom. Med zaposlenimi so prevladovala dekleta s podeželja, ki so bili mlajša od 20 let. Mlada dekleta so zaposlovala predvsem tekstilna podjetja, ki so potrebovala pridne in hitro učljive delavke s spretnimi prsti. Veliko teh deklet je lagalo o svoji starosti in so se zaposlile že s 13 ali 14 leti. Oni so prehajali iz ruralnega okolja, torej iz kmečkega gospodarstva v industrijsko okolje, torej da ne bom rekla v peklenski tempo. Kranjska industrija je tako do leta 1973 zaposlila kar okoli 4200 ljudi. Z ustanavljanjem podjetij s tujim kapitalom so se v Kranj preselili tudi strokovnjaki iz Češko-Slovaške, Poljske in Avstrije. Delavci so živeli v barakarskih naseljih, brez osnovne infrastrukture ali v najemnejših stanovanjih. Zaradi slabih razmer je prihajalo do stavk. Na izbruh množičnih stavk je vplival slab gospodarski in politični položaj jugoslovanske države. Ali menite, da so bile stavke delavcev v tovarnah upravičene? Povsem upravičene, vendar niso bile uspešne, kajti kapital ni upošteval pravic delavcev, kapital je zahteval svoj dobiček in svoj denar. Ljudje pa naj trpijo in delajo. Med stavkajočimi je bilo največ žensk, katerih pravice so bile bolj zapostavljene. Ženske so za enako delo in enako izobrazbo dobivale manjše plačilo. V tekstilnih podjetjih pa so zato zaposlovali predvsem delavke brez izobrazbe, zato so bile njihove tedenske plače zelo nizke. Zdravstvo in higiena sta bila urejena zelo slabo. Ti ljudje so utrpeli, zlasti delavke, silne travme. V nekaj letih so se postarali, torej način življenja so morali spremeniti iz življenja na deželi, od življenja v zelo zahtevni, intenzivni industriji, bom rekla, pravzaprav nečloveški. Razmere so se izboljšale šele v 30 letih 20. stoletja, ko se je z ustanavljanjem zdravstvenih domov okrepil pomen higiene, javnega zdravstva ter preventivne in socialne medicine. Takrat je izreden razmah doživela medicina, ki se reče medicina dela. Zdravstveni dom v Kranju je bil ustanovljen leta 1936. Takrat so imele vse tovarne svojo lastno ambulanto, svojega lastnega zdravnika. Zelo velik je bil poudarek preventivi in zaščiti zdravja teh delavcev. V prostem času so se ljudje najraje ukvarjali s športom ali pa bili člani čitalnic. V Kranju je bilo eno najbogatejših športnih občin. Torej, imeli so praktično vse športe. To je ena prvih športnih zvez, ki je nastala v Kranju. V Kranju lahko govorimo, da so se udejstvovali na tako imenovanem športnem področju sokoli in orli.
Kranjski Sokoli so imeli telovadnico v Narodnem domu, poleg današnjega Slovenskega trga. Dejstvo pa je, da so vsi gojili vse telovadne veščine. Kulturno življenje v Kranju je, bi rekel, nekaj posebnega. Kulturnih društev je pa tudi bilo veliko. Najbolj poznan je bil Prešernov pevski zbor, pa so bile pa razne folklorne skupine, ki so jih podpirali, Sava pa Iskra. Prirejali so kulturne in zabavne prireditve. Pozitivna vloga čitalnic je bila širjenje javne rabe slovenščine in spodbujanje slovenske narodne zavesti. Razvitje Kranj na področju kulture, enako pa lahko rečemo, da so še večji razvoj na področju kulture pa doživele okoliške vasi in centri od Šenčurja, Cerkelj in Naklega in drugih krajev v kranjski občini. Za industrijsko dejavnost v Kranju je hud udarec pomenilo obdobje druge svetovne vojne. Razmere v nemški okupaciji Kranja so bile zelo težke. Okupator je seveda s industrijo, ki je tedaj v Kranju že zaživela v predvojnem času, preusmeril v vojno industrijo. V tem času je bila tekstilna industrija pod nemško oblastjo. Vse fabrike, vse tovarne so delale za vojaške potrebe. Mnoge tovarne so bile uničene ali poškodovane ob umiku Nemcev. Nemci so tako na primer požgali tekstilno tovarno Franja Sirca v Stražišču. Svoboda 9. maja 1945 je bil največji dogodek, največje dejanje v zgodovini slovenskega naroda. Tudi nekaterim drugim tovarnam je uspelo preživeti grozote druge svetovne vojne. Med njimi sta bila tudi Prahova tovarna volnenih in bombažnih tkanin ter Božičeva tkalnica volnenih in bombažnih tkanin, ki sta se po drugi svetovni vojni združili ter sta bile osnova za ustanovitev podjetja IBI. Zastavljene so bile velike naloge, najprej obnova tovarn, cest, železnice, splošne infrastrukture, obnova porušenih šol, tudi cerkva in drugih objektov, ki so bili porušeni. Čeprav je bila tekstilna industrija poglavitna panoga v Kranju, sta se razvili tudi elektroindustrija ter gomarska industrija, glavnino katerih sta predstavljali Iskra in Sava. Proizvodnja kranjskih tekstilnih tovarn je pokrivala domače potrebe na Slovenskem. V podjetjih so v naslednjih 20 letih imeli kvaliteten razvoj proizvodnje, strojev in uvajali so nove tehnologije. Tehnologija je bila sigurno skozi, lahko rečem, up to date, ker oče mu ravno tik ob nastopu vojne je kupil najmodernejšo predilnico, Hartmannovo. Vedno se je najboljše kupovali. V tovarni IBI so leta 1977 zgradili nove obrate, na katerih so bili opremljeni z najnovejšimi stroji, ter so zagotavljali proizvodnjo tkanin prav od vlakna pa do končnega izdelka. Se zahteva, da se 10% smo letno dali obvezno, od tistih 30, ki sem že skozi 40 milijonov mark, smo dali v najnovejše stroje, ki jih IBI ni imel, in to smo delali. Podjetje IBI je bilo v proizvodnji žakarskih tkanin najboljše in najproduktivnejše podjetje. V 70. in 80. letih je prišlo do gospodarskega zatona. Tekstil Indus, ki je bilo eno izmed vodilnih jugoslovanskih izdelovalcev bombažnih tkanin, je šlo v stečaj 11. novembra 1991. Podjetje IBI je dočakalo klavrno usodo, saj ga je novi lastnik le preprodal, saj očitno ni imel namena, da bi nadaljeval proizvodnjo, ki je bila perspektivna in uveljavljena. Tragedija je bila to, da večino so dobili nazaj IBI-ja, družbe, ki sploh niso imeli veze s tekstilom. Kako so prišli do največjih lastninskih deležev, to bojo drugi povedali. In oni so imeli interes samo, da čim prej spokajo, da poberajo tisti denar ven in da grejo in da fabrika propade. In to si žal naredili. Uničena je bila fabrika z eno 80-90 letno tradicijo.
Usodo tekstilnica in Ibija so delili ostalni tekstilni obrati, torej so bila leta po osamosvojitvi katastrofalna za kranjsko industrijo. In to se danes ne da narediti na zelenem polju, eno reči, fabriko naredi, če imaš denar, če ti nimaš tehničnega personala, pa lastnikov, pa tako naprej, ne gre to. Zaradi neodgovornosti lastnikov in želje po bogastvu je propadla skoraj večina tovarn. Razprodane so bile vse nepremičnine, stroji ter ostala oprema. Vsi delavci pa so pristali na cesti. Žal, trenutno pogledajte, se mi zdi, v Kranju raste, bi rekel, trgovska podjetja in tako naprej, samo tistega, ki bi pa nekaj ustvarjal, tako ima dodatno vrednost, žal tega ni. Kranj je iz pomembnega industrijskega središča postal zaspano mesto. Praznino, ki je nastala zaradi propada industrije, pa poskušajo zapolniti z vedno novimi nakupovalnimi središči. Ti pa samo še poglabljajo socialno krizo samega mesta. Daj pojmo, kaj? Je tam, je no! Ja, tam, če mesto mora živeti, mesto mora biti. Piše rekord. A že od drogca? A si kadil? A še eno podje počel, tega ne moš početi. Pa stari, ko to smemo? Tega ni življenje, až kaj je življenje? Življenje je delo. Pa bajta moja. Ura, vem, da se vidi, če nema nekaj kamer. Direkt do roba, stari, to res gadno zgleda. Črta, koliko prometovati? Dik usnak lekaj sinca. Rokci. Bejšanja. Rečem ti bejšanja, ti noč. Materno, to se vse tresi. Alo, Polak. Odstrani se. Ti pa tudi, daj pejt stran, no, v kadar mi skačeš. Baba zmešana. In pol mi ti v kadar skočiš, daj odstran se, no. A je to vaša oprema? Ne. Ali kaj sprobam? Ne. Ne. No, Joška ven. Škaj mi hudo? Sero pa se ukvarja z nabavo alkohola, pa danes gledam teh nazov v streama. Opet,